familija. Kot vidite, domačini vsi uporabljajo takele kanuje, izdolbene na podoben način kot tisti, ki smo ga pravkar videli. Mi se peljemo pa s čolnom. Tisti čoln smo pa najeli v mestu Tukupita. Na tem potovanju, o katerem zdaj govoriva, sva bila sama s prijateljico in sva takrat pač nismo potrebovali velikega čolna. Letos, ko smo bili spet tam, smo pa najeli precej večji čoln, ki je bil sposoben peljati tudi več ljudi. No in da vi spoznate enega od mojih sopotnikov, ga bomo povabili kar v studio. Ime mu je, kot rečeno, Taži Tokuhisa in se bo pojavil zdaj vsak hip. Spet smo v studiu in pravkar smo dobili še gosta. Taži, pozdravljen. Živijo. Nenavadno ime imaš, mnogo ljudi te že pozna, nekateri pa še ne. Povej, odkot pravzaprav to ime. Ni ravno po jusu, ne. Ni čisto. Ne, izvira jasno z Japonske, sicer imam dve imeni, sem Taži in Tomaž, oboje, tudi na osebni, v potnem listu, ampak mislim, noben me ne kliče Tomaž. Klicali so me recimo učitelji oziroma učiteljice v šoli, ampak tega je že toliko dolg, da še takrat, ne vem, sem se bolj mal za tem oziral. Zdaj, če bi me pa kdo Tomaž poklical na ulici, pa skoraj sigurno se ne bi odzval. V Bibliji bi bil nejeverni Taži. Ja, tako. Ne, Taži pa drugač pa jasno. Tvoj oče pa znameniti karateist. Ja. Ki so ga vsi klicali Takashi, ampak prijemek je njegov. Ja, tako. Še vedno edini japonski učitelj karateja pri nas, še vedno aktiven. Še vedno tako gibčen, kot je bil? Neverjetno. Pa mora biti že kar zdaj, že krepko v odraslu, recimo. Ja, je že precej polnoleten, ja. Ampak, mislim, jaz do pred kratkim, to se pravi pred kratkim, recimo, da je zdaj 8-9 let, kar sem začel trenirati karate in prej so dejansko razni ljudje iz raznih koncev so mi razlagali, ja, pa tvoj oče, pa karate, pa gor, pa dol. Ampak jasno, če sam nisi v tem in niti ne poznaš karateja, si ne moreš kaj dosti misliti o tem, ne. Šele zdaj, ko ga tudi sam treniram, pa vidim, da dejansko, da je bil, ne vem, s tem namenom poslan na ta svet, da širi znanje karateja, ker ima res blazno zakladnico, ne. In kar se tiče znanja, tudi. Pa tudi, kar se sposobnosti tiče, je pa neverjetno. Svoja čast. Leon Štukelj, tako rekoč, ne? Ja. Ti si pa sicer predvsem košarkaš, kar se športov tiče, ne? Ja, jaz sem ta prva stvar, oziroma v osnovni šoli sem mal s ping-pongom se srečal, zelo mal s tenisom, nogomet smo igrali tako rekreativno otroci, skratka, več ali manj, ko smo viseli na igrišču, česar v današnjem času ne moreš več videti, ne? Ampak potem sem pa v srednji šoli, pri 16 oziroma 16 let pa pol sem imel, me je pa začela zanimati košarka. Takrat smo komi kje videli NBA, ameriško košarko, ker ni bilo tako kot v današnjem času, ki jo lahko kjerkoli pač spremljaš. Takrat smo jo pa videli in jasno, takrat so bile vele zvezde košarkarske iz ameriške profesionalne lige. Michael Jordan, zame še vedno košarkarski numero uno. In takrat tudi jugoslovanska reprezentanca je bila izredno močna, tako da me je to nekako potegnilo v košarko in sem pol vztrajal kar 13 let v tem športu. Zdaj pa tvoj oče ni izredno velik, ne? Mama tudi ne. Ti imaš pa 1,90 m. Ja. In imaš zanimivo teorijo o tem, ne? Ja, jaz še zdaj verjamem, da sem zrastel oziroma da sem se nekje potegnil še dodatno tudi zaradi košarke. Se pravi, da je kar tvoja želja te podaljša. Ja, blazno željo imaš in si želiš jasno čim višji skočiti in čim višji biti. In ne vem, tudi recimo pri dvigovalcih uteži noben nima 2 metra, ne? Ampak so vsi tam pri meter pa že let, ne? Tako da košarkaši pa zelo veliko se jih res potegne, pa tudi recimo, če nimajo staršev tako zelo visokih, ne? Se pravi, tvoj nauk mladincem bi bil, če hočete biti veliki, si morate to želeti, pa boste zrasli. Ja, mislim, psiha oziroma želja je zelo močno orožje. Tako da tudi pri lastnih željah, če si kaj zelo želiš, potem
po vsej verjetnosti boš to tudi dosegel. Verjetno. No, sicer pa danes se bomo bolj o potovanjih pogovarjala. Zdaj si pač postal v zadnje čase tudi svetovni popotnik, dvakrat sva bila že skupaj. Prej sem omenil, da sva bila skupaj v Venezueli, pa tam okrog, Ja. letos pa v Mehiki in tam okrog. Kaj bi recimo